Pozdravljeni v 14. predzadnjem podcastu v tej seriji podcastov, ki jih delamo do konca marca. 15 jih bomo posneli, potem se začne sezona. Danes gostim človeka, ki so se že dolgo časa v bistvu dogovarjala, da se dobiva, Aleksa Leo Vesta. Aleks, pozdravljen. Dober dan, pozdravljen. Hvala, ker si vzel čas, tudi pripravil s tehniko, da lahko vrževa za eno moško debato. Kako si? Ja, dobro, jaz vsakmu odgovorim letom primerno, ne, a veš. Ker če 2 meseca, 3 pa bom 80, ne, tako. Nabira se. Super. Povabil sem te zato pa na ta pogovor, ker si res zelo vplival na razvoj kajakaštva v Sloveniji. Zdaj pa bi te kar tebe prosil, da malo poveš tvojo zgodbo, kdaj si začel veslati, kako, kje. Potem bo pa šla malo skozi časovnico, kako se je to dogajalo. Zelo si bil vpet v tudi jugoslovanski kajak in zelo si pripomogel k temu, da je potem, ko smo se osamosvojili, da je Slovenska zveza se postavila, tako kot je zdaj. Tako da, Aleks, če lahko malo poveš svoje začetke v športu. Ja, v kajak sem zašel po kar takem, bi rekel, naključju. Namreč moj brat je tudi na fakulteto za šport delal in takrat, ko je bil generacija Nathana Brnota, to so bili res tisti ne čist prvi začetniki, jaz sem hodil telovadbi na Taboru in kar naenkrat je bila ena skupina kajakašev, ki moj brat so imeli prvi zimske priprave, to je bilo tam nekje po leta 60 se je to začel. In ker smo pač bili trenirani, tako da smo po vrveh veselo 10 metrov in več samo z roka plezali, smo nekako, so nas začeli tudi vabiti. Ampak jaz se za to kajak nekako mi ni bil še, nisem ga izkusil. Potem sem pa na srednji šoli, sta bila moja sošolca, 2 Sovkanca, Emil Hlede pa Lucijan Jug, ki sta imela že kajake in sta jih pripeljala na Ljubljanico. Takrat sem pa tudi jaz šel poskusiti te kajake in me nekako zbližali. Brat je bil pa že prej hodil na kajak in potem sem nekako zašel, on je imel to idejo, da bi midva skupaj postala, vendar nekako po strukturah človeških niso bila kompatibilna za en čoln, ne. No, in vendar mi ta dvosedi, ker na našem klubu, Kajak Kanu klub Ljubljana, je bil kanuji nekako so bili prioriteta, ker Nathan Brnot, njegova polbrata žena je bila Čehinja in je iz Češke zelo prišlo ta vpliv kanuizma, da se je pri nas kanuizem, za razliko od Soče in drugod, pa Hrastnika, kjer se je pa kajak razvil, je bil pa kajak dominantna. V bistvu sta pa kajakaštvo in kanuizem sinonima. So bili kanuji čolni, to se pravi rečni čolni, vsem Amerika in severni Indijanci so razvili. Kajak je pa eskimska zgodba, je pa morski čoln v bistvu, ne. In čeprav seveda je pa narejen bil tako, da iz materialov, ki so bili tam dosegljivi, ne, to se pravi, za ogrodje je bilo malo lesa potrebnega, ne. In pa seveda tjulnove kože so bile pa tiste, ki so obleko narejene. To je bila tudi ideja, da so bili čolni potem združljivi in konstruktivni, ne, že način granja. In tako sem zašel v kajak in me je pritegnil, ima nekaj te odkrivanje divje vode, je res ena svoja zanimivost, ne. Tako da sem se tam seznanil in mi to bil šport, ko si mlad, veliko športov poskusiš, vendar kajak je nekako bil me pritegnil v naravi, voda je bila izziv, ker je dinamika, tako zelo zanimiv, meni se je zanimiv šport, ne, to. Zelo lepo. Se pravi, če sem prav razumel, si bil ti še ta generacija, ki ste veslali s čolni v tjulnovi koži? Ali? Ne, nismo, to so Eskimi delali. Pri nas je bilo pa tako, ta razvoj, namreč, ko so v svetu, ko so se pojavili te zložljivi čolni, smo mi imeli, to bil en gospod Predalič, ki je bil tam na Kongresnem trgu prodajalno in so tako je bilo vsega od taborjenja in to je bilo, v bistvu so bili ti prvi začetniki, so potovali po rekah in ni bilo tako, da on zdaj samo šport, ne, ampak je bilo potovanje po rekah in so ogromen filmali. Jaz sem imel srečo, da sem srečal pa res
in spoznal in se pogovarjal z njim, en gospod Bernik, ki je bil pa res med začetniki tega kajakaštva in on mi je povedal, kako je to bilo. Spomnim se celo, on mi letnico povedal, ko sem zdaj pozabil, ker je veslal takrat po Savi v vojaški obleki in se prevrnil, je obleko izgubil, tako da je izgubil to vojaško obleko, ki izgleda pač je na nek način zginila tudi iz njega dol na Savi. Zanimivo je tudi, kako so bila ta prva prvenstva organizirana, ne? Namreč prvo tekmovanje državno prvenstvo Jugoslavije je bilo leta 1933 od Posavi, od postaje Sava do Hrastnika. In on mi je rekel, zanimivo, kako so to državno prvenstvo. Zagorja do Hrastnika. Od Zagorja, pardon, Zagorja do Hrastnika, jaz sem zdaj postaje zamešal, ja. In on mi je rekel, kako je bilo to, kako so štopali štarter, ko je vlak odpeljal, je štarter sprožil uro in Hrastniku počakal in štopal. Tako je bilo, ni bilo prevoza z avtomobili, kot je. In ko sem jaz začel vstati, smo tudi otoček Kranj, smo čolne nesli na vlak, v otočah poskakali z postaje dol, potegnili iz vagonov čolne, se pa po Savi tekma do Kranja in da zopet na vagone. Ne. Tako je bilo. Ne. Zdaj, danes ljudje ne porinam, pa to je bil razvoj, ki je bil še tudi v mojih začetkih veslanja v uporabi. Se pravi, ti si bil še tisti, ker je čoln na vlak peljal, pa... Ja, sem bil zložljivi čolni še. Zanimivo je pa, da so se pojavili plastični čolni in smo imeli srečo, ker je Natan Bernotov, on je bil, zanimivo je, ne, zakaj je bilo veliko strojnikov, torej tudi izobraženih strojnih inženirjev in to, ker preprosto se včasih mogel čoln si sam narediti, poseben tekmovalne čolne, ne. In zato je bilo pač, ti ljudje niso mogli vsi kupiti. V glavnem so si čolne delali. In kanuje lesene, ne, ti so bili pa, falboti so rekli, so bili pa zložljivi čolni, ne. In je veliko ljudi, tudi uradna kategorija je še dolgo časa bila. K1 in K2. To se pravi, kajak dvosed je bil, ne. Ja. Tako da to je bilo kar zanimiv ta razvoj. S tem, da smo mi, ker je povezavi z Elanom, smo bili v svetu zelo hitro sledili, ko so se pojavili plastični čolni, je Natan Bernotov skonstruiral in smo mi nekaj časa imeli čolne, ki so bili zelo odlični in takrat so na reki Lizer veliko kolajn osvojili, tudi po zaslugi teh čolnov, ki so bili domače znanje, ne. Se pravi v Franciji, na reki Izer. Ne, Lizer, to je pri Špitalu, zdaj je ta, zdaj so elektrarne naredili in tam sploh tekem ni več, včasih je bila pa to, Lizer je bil znana zahtevna proga in ne. Je bila reka, ki mi je povedal kolega Vidmar, ne, je imela tako moč v sebi, da te preprosto slekla. Njemu je stala samo tekmovalna številka, tako ker je bilo toliko ljudi, si je številko prevezal, da ni enak hodil tam okoli, ki je z vode splaval ven, ne. Ja, to so bile take vode, ki te ne verjameš, da te slečejo preprosto, ne. Vse na tej reki sem jaz še tekmoval, leto preden so jo poplavili potem, ja. No, sej verjetno tudi v Solkanu so bile, ne, se je tudi Prionje, si je prej sam delal čolne in potem je začel delati plastiko v Nemčiji. Solkanska zgodba je podobna, ne, se pravi, ali je bilo to kaj prepleteno, je bilo ločeno? Ja, to so bile... Z Elanom in Prion na drugi strani. Prion je imel malo drugačno zgodbo, on je mogel dosti kmalu zapustiti Jugoslavijo, ker je imel neke probleme, mislim, da je bil prvjak, da je nagov, ki je blizu spal, je čez mejo pobegnil in potem je on mu težave, ker naj bi kukar vedel, pa nekaj. To je moje vedenje o tem in potem je Toni imel dosti tega in je šel tudi on v Nemčijo, kjer se je pa razvil in je svetovni proizvajal čolnov, ne. In potem, ko sem bil jaz trener, pa to smo pri njemu spali, ker je mu zelo veliko, torej proizvodno teh čolnov, da je cela reprezentanca spust jugoslovanska, takrat smo bili v glavnem pa Slovenci večinoma, ne, skoraj 100% smo pri njemu v savni spali vsi. Ni bila zakurjena, ne, ampak smo spali tako, da smo šparali, ker nismo imeli denarja, ne. Ja, on je bil zmeran. Naklonjen nam je bil. Ja. No, in potem si v bistvu si bil tekmovalc, koliko časa, do kdaj si tekmoval? Ja, sem tekmoval, nisem bil prav neka špica, ker jaz v sebi nimam nekega značaja, ki ga kot tekmovalec, če hočeš biti uspešen, moraš imeti. Jaz nimam, jaz sem, kako bi rekel, če bi primeril, če se spomniš Planet opic, ne, jaz sem bil med šimpanzi, to so tisti, ki jih je zanimali, pa so se igrali, pa so bili znanstveniki,
močnejše opice so bili pa policisti pa tak, ne. In jaz sem bolj tisk, se igra, ne. Jaz se zabavam tam moraš imeti pa značaj, veš, jaz bom rekel, da moraš imeti mesarski značaj, pa bom povedal, zakaj. Jaz sem imel enega profesorja tukaj na fakulteti za šport, ki je gojil zajčke, ki je hotel pač ene kože posebej dobivati in ni mogel kar nekaj zajčkov pobijati. In je šel mesarja vprašati, kaj vi naredite, ko ne morate več pobijati, ne? Pa je rekel, kako ne moramo pobijati, ker za pobiti je za pobiti. In tekmovalec, ki sem ga jaz občudoval, ima ta značaj Srečko Masle, on je v prispodobi govorim, seveda je rekel, kar je za dol, še dol, on je premagati, ne? Kar moramo premagati, bomo premagali. In to so vrhunski športniki. Sploh ne dvomi, a bo zmagal. To je gremo po zmago. In zato jaz kot trener, ker nisem od tega značaja, sem kar prepustil, da so liderji bili te ljudje, ki imajo ta značaj vsebne. Ja, delal sem z enim nemškim trenerjem, je rekel hunting dog, ne. Tak je lovski pes. Pristrgane. To je podoba, ne. Torej, iz tega, z nekega sveta prenešena psiha, ne. In ko sem jaz zakapiral, da je psihologija pomembna, no, mogoče kasneje domenim, kako so tekle še te zgodbe, ki so zanimive. Ojoj, verjamem. Dobro, ima vseeno, da grejo malo po časovnici. In zdaj potem, v bistvu, zdaj si težko v bistvu predstavljam, se prav to ni bila Slovenija, bila je Jugoslavija, ne? Težko je bilo priti v reprezentanco v Jugoslaviji, no. Se jaz se spomnim, jaz 92. sem bil mladinec in če ne bi Jugoslavija takrat razpadla, jaz nikdar ne bi bil v reprezentanci jugoslovanski. V slovensko sem pa pač prišel, ne. Ker se spomnim, so bili dol v Bosni, v Makedoniji, sploh v Srbiji, ne. Zelo dobri fantje, dobri tekmovalci, ne. Lih toliko, da sem malo še otipal ta jugoslovanski koncept oziroma kako je bilo veliko to v bistvu, ta zveza, ne. Se pravi, ni bilo kar tako priti v ekipo. Kako si ti to kot tekmovalec doživljal ali pa tudi mogoče kasneje kot trener? Ja, no, če sem se uspel uvrstiti tako, da sem recimo bil z reprezentanco, da sem bil tam v Cvikovu na tekmi mednarodni v vzhodni Nemčiji, kjer je proga kar težka in so se z mojim kolegom sva se nekaj zavračala pod mostom, tako da sem po mestu hodil in rekel, da sta dva Jugoslavana imela podvodni ribolov, to so bila midva, so čistih bila tam, so sem slišal, da se ljudje pogovarjajo. Tudi taka voda je bila, da so ene kategorije štartali, da so druge pomagale reševati tam za ciljanke je bilo, ne. In ko so se zvonila, jaz nisem mogel ščovno na te verjeli, ne. Vsem tiste reševalne službah je ena, jaz bom rekel, dekle, kaj ste mogoče 15-16 let, je zabredla voda, prijela čovn in mene na kopno potegnila, ne. To nam pozabi cel življenje, ne. Vse, ki ste reševalci, moških je bil človek, ki se je upal in znal to narediti, ne. Eno tako bitje, ki sploh ne tvorijo, da zna plavati, ne. To doživiš, ne, in to je življenje. Ja. No in potem, se pravi, sem da malo dobim, to je bilo katerega leta, recimo, si bil ti tekmovalec v jugoslovanski reprezentanci? Tam okoli leta 70, ne, tam plus minus, ne. Prav 60 si začel veslati, okrog 70. Tako pol, da rabaš neki, noben tudi ni velik prepodval tehnike, če neki sam si mogel odkrivati, tokove sploh vedel nis, kakšni nagibi mora imeti. Teh informacij je bilo zelo malo. Sam si se na napakah učiti. In razmišljati, zakaj si se prevrnil. Vedeti ste mogli vozni red vlakov, ne? Da ste prišli na štart. Ja. Da ni imel zamude, da je prišel timing v cilj pred tabo. Zdaj bi bilo to kar težko se organizirati s temi zamudami vlakov. In potem, recimo, si pa končal tekmovanje in si ostal v kajaku, tudi v Jugoslovanski zvezi kot funkcionar oziroma kot trener prvo. Ja, trenerstvo je bilo pa hecno, kako se je odvilo. Jaz, ko sem fakulteto nehal, sem veliko smučanje učil in sem enkrat čez eno šolo, tamle sem, no in sem bil, so zbrali na mrzlice dijake, ki so bili poseben, kako pa rekel, živahni, in sem bil ene 15 fantov, eni dependansi. No, in sem rekel, tako sem jim navodila, kako so moja pravila, ko sem šel 5 metrov od hiše, sem že kepal glavo dobo, ne. In sem
nazaj še zaradi odkole, ne. Ne bom se kregal z vami, ampak da mi pridete, kot imaš tukaj vsi na klub poslali. Zakaj sem boste poslali? In so prišli. In z tega je prva generacija, ki se boš malce spomnil, Kukac, Pintar. To so vsi te fantje, so po moji kazni takrat prišli in so ostali v kajaku. Tako je bilo. Smučari, v bistvu. Ne smučarji. Fantje si upajo kepati v glavo vrš. Želim povedati, ne, da to so posebni ljudje. Sem rekel, te so ta pravi, jaz sem vse rekel, ne, ker se upajo. Moraš imeti neko osebnost, moraš biti, ne. Lumparija narediš pa kar bo pa bo, ne. In se nisem zmotil, no, ker so kar zelo dobra generacija, ne. Seveda ne vsi, lejte, odpadajo, je selekcija, pol pa vendar v osnovi pa pride v. No in tako je ta moj trenerstvo se začel. Potem se pa to kar samo razvija, ne. Ker oni rasijo, ti z njimi raseš, ne. Potem, no, pol sem še srečal, se mi je tukaj na fakulteti, kjer so me tudi zaposlili, vmes sem bil tudi, bom rekel, tako iztekel, da sem bil prvi trener za divje vode v Jugoslaviji, ker sem bil prav zaposlen, ne. No, pa sem pa tukaj na fakulteti bil in sem se ukvarjal z meritem vrhunskih športnikov, tako da mi je v sozvočju tekel nekako, da sem v kajak lahko prenašal ene stvari, ki sem jih spoznal na drugih področjih, ne. In da sem en širše poglede dobil, ne. Tako se je začel ta trenerstvo, ne, moj. Se pravi, si ti začel te meritve, ne vem, laktatov, pa pulzov, Ja, to pa čajem skupaj potem. No, to je bilo tako nesrečno bil, ki si omenil Ušaja Toneta, to je zopet zanimiv Solkanc, ne, kolega, ki je sam bil nagnjen k znanosti in to razvijal. Srečo smo pa imeli, da je bil profesor, res takrat zelo znana oseba in trener v Avstriji in nas je povezal s temi centri, ki so delali felddiagnostico, se pravi zunanje meritve in so nas tam naučili metod, pa to, seveda, interpretacijo rezultatov smo se mogli pa sami naučiti, ne. Čim tehnike in to so nam pa pomagali, da smo razvili. To je to področje fiziologije, bom rekel, ne. Se je začel razvijati. No in potem, v bistvu, kako je pa to nastalo, da si recimo sodeloval tudi z zvezo kot funkcionar jugoslovansko še, ne? Vemo, da je dol, ne vem, v Beogradu, Nišu, to je pač, ali pa Novi Sad, to je zelo močno bilo, Mirne vode, Matija Ljubek, Janič, slavna imena, ne? Verjetno so nas Slovenci je malo bolj kot alpska disciplina, kot tudi divje vode, verjetno. Kako je to izgledalo? Ja, jaz sem nekako se usmeril, ker je bila ta družba, ki sem imel, smo bili nekako slovensko usmerjeni in tudi nam ni bilo všeč to, kar se je na nivoju Jugoslavije dogajalo. Namreč tam so rešitev iskali v tem, ker je bilo financirano samo, če si imel v nekih ligah tekmoval. Tak je bil jugoslovanski sistem in so naredili tudi v kajaku neko ligaško tekmovanje, kjer se pa veliko na tekmah tudi kraja prirejanje rezultatov, samo zato, da bi financirali. In mi smo rekli, ne, mi bomo pa, smo rekli, vzhodno Nemci so nam včeraj, so prišli na tekmo pa zmagali, mi bomo pa v Evropo hodili in bomo taki, da bomo prišli zmagati in nas bojo tako jemali. No in smo šli po eni malo drugačni poti, ne. Smo se preverjali ne z golfijo, ampak z uspehi. In ker sem bil že nekako funkcionar, sem začel na te sestanke hoditi, sem tam v Beogradu dosegel, sem jih nekako prepričal, da na nivoju mladincev, kjer je bila masa ljudi in so dolge tekme, dajmo z reprezentanca hodili, smo že takrat začeli slovensko, da bi na tem nivoju in smo začeli nekako združevati kvaliteto in funkcioniranje. In tako se je ta ideja razvila, da smo na koncu, ko je bilo treba, smo mi imeli že svojo reprezentanco sestavljeno v Sloveniji, ne, po svojih principih kvalitete, ne pa, čeprav... Kjerga leta je bilo to? Ti si mogel iti v Beograd na sestank? Ja, to je bila seja, no, ta prelom je bil pa narejen v bistvu leta 90, ker, veste, ko mi smo imeli te sestanke, so vedno ponavadi sklicali takrat, ki je bil Božič, zato da nismo mogli doma takrat biti, ne, to je zanimivo. No,
Leta 90 je bilo pa na dan referenduma, to se pa spomnim, zato sem mogel predčasno iti na referendum o samostojnosti. Ne? In ko sem prišel v Beograd, žal kolega Tuma je bil zadržan, ni mogel iti, so rekli, no to je pa volilna skupščina, mi smo novo zvezo ustanovili, Jugoslovansko Slovenci, pa če hočete, se nam pridružite ali pa ne. In smo mi šli po svoji poti in smo imeli svoje izbirne za svetovno prvenstvo leta 91. In vse te... Prosim? Prav to je bilo 90. Ja, 90. je ratel, da smo začeli striktno po svoji poti in potem se je to vleklo v leto 91 z vsemi dogodki, ki so sledili. Ne. Se pravi, Aleks, si se ti prvi odcepil od Jugoslavije? Ne, od Krajkaške zveze. Jugoslavije. Ja, jugoslovanske. In ja, tam je bil nemočna oseba, Časlav Velič, ki je bil tudi sekretar Olimpijskega komiteja jugoslovanskega in seveda sebe proglasil za predsednika zveze in je peljal stvar tako, da je zelo, moram reči, bil pa spoštovane vrede, jezike govoril, inteligenten človek, tako da je bil kar dostojen, bom rekel, nasprotnik. Ne? Okay, no, in potem je bilo res to slavno 91, ker je bilo svetovno prvenstvo na Soči v Tacnu, v bistvu verjetno v zgodovini najbolj obiskano, tudi kar se tiče gledalcev. Projekt je bil zelo velik, kakšno vlogo si imel pa tle zraven? Ja, tam na Soči sem nekako bil in vodil reprezentancov spustil in bil sem sodnik na cilju, ker sem takrat upravljal tudi te sodniške izpite in to. Ne. In Soča mi je ostala nekako, rekel, na duši, ne, ker takrat pred svetovnim prvenstvom je verjetno ti znano ena Italijanka utonila. Berta, ja. Ja, in to je bil en dogodek, ki se mene zelo zaznamoval, zakaj ne. Mi smo imeli izbirno tekmo, Soča je bila visoka in se Italijani prosili, če lahko se udeležijo na te izbirne, ker so tudi oni imeli. Ne. Je pa en mesec prej pa že ena Italijanka tudi na Siciliji utonila. Tako da so imeli veliko smolo te Italijanke. Na Korziki. Na Korziki, ne na Siciliji, pardon. Ja. No, in so mi rekel, dajte, ne. In oni so pred tekmo šli za trening peljati. Ne. Jaz sem bil takrat dol na cilju, ne. Sem se pripravil na začetek tekme in so mi povedali, ne, da je, kaj se je zgodilo. Ne. In potem ta reševalci še niso bili pripravljeni niti, en se je napravljal in videl, da se neki narobe pele, skušal ji pomagati noter skočil, vendar ni moj voda, je strgala iz rok in je odnesel dol. In potveva je pač utonila, ne. In jaz sem se mogel kot vodja tekme odločiti, da bo tekmo speljal ali ne, zbremenjen, da se je to zgodilo, ne. In sem vse rekel, če mesto povedal, bo to panika ratela in sem prevzel pač to odgovornost, ne. Ker če bi se kaj zgodilo, bi vsi rekli, se svedel, kakšna je voda, pa si kljub temu prevzel, ne. Vendar sem ocenil, da je bolj, da se te panike ne širi, ne. Ker, ko je, jaz se spomnim, ravno ta Srečko Masleja prišel na cilj in je zvedel, kaj se je zgodilo, je odjezel tako zvest tam po čolnu udaru, ker ta smrt človeka pripravi v neko jezo, zakaj se je to zgodilo, ne. Ta krivica, v bistvu človeška, ne. Ampak se je zgodilo, no. Tako da, so tudi trenutki, kjer neko breme nosiš, no. Ja. Ampak cilj ste pa vseeno premaknili malo više takrat. Ja, cilj premaknjen, ampak tukaj je bilo pa škoda meni osebno, ker sem poznal strugo prej, ne, tukaj pa nekako, bom rekel, s to filozofijo Sovkancem, bom zdaj rekel, ne, ki so veselo razstreljevali razne stvari v strugi, zato da je bilo vozno, ne. Tam bi bil naraven jaz narejen, bi bil lep konec spusta, ker so ga hoteli pa podaljšati čez en najbolj krut del, ne, kar je zame bilo napaka, ne, ampak pustimo, zdaj za nazaj smo vsi generali, ne, se je tudi to zgodilo, ne. Ja, na podrtem mostu, ne. Ja, podrtem mostu s tem, da tudi korita niso bila tako veselo vozna, pa so se tudi tam se neki prebili, ne, da bi okoljevarstveniki to vedeli, ne. Ampak glej, tako je življenje tekel. Ja, ja. Takrat, kako misle najboljše, ja.
Ja, No, in potem je bilo pa tudi svetovno, no, takrat medalje, a ne, to je bilo še za Jugoslavijo, presenečenje Tomislav Crnković v kanuju, Andrej Jelenc, drugi, Joško Kancler, tretji, ne, neverjetno, jaz se spomnim teh prizorov, to je bilo kot na futbal tekmi takrat tam, ne, ja. cel stadion, Abramič Jernej, tudi mislim, da je bil ali 7. ali 8. med 10 v kajaku, ne. No, in potem čez en teden se je pa ta euforija preselila v Tacana, ne, kjer je bilo pa še slalomsko svetovno prvenstvo, kjer se je tudi še zadnjič dvignila jugoslovanska zastava, ne. Marjan Štrukelj, drugi. Ja, zadnjič se je jugoslovanska zastava, pa prvič še je Zdravljica igrala. To je pa Tomo Lavovnik, ki je vodil protokol, je dosegel, da se je Zdravljica igrala tudi. Ste bili kar pogumni. Ljudje so, eni se niti iz spomina ni šlo, ker to je bilo tako narejen, ne. Vse smo mogli tako, da se ni vedeli, da ni bilo protestov, se potihem narediti, ampak nekako smo bili vsi nastrojeni v tem smislu, no. Aha, ja, no, pole si tudi bil tista bolj ta velika gorila, nisi bil lik šimpanz, si se kar upal. No ja, v nekem smislu ja, ampak jaz sem Kot tekmovalci, ja, razumem. Ja. kot tekmovalno nimam vse tega, drugače se pa še nekaj upam, no, recimo temu. Ja, ja. Bravo. No, in potem, no, potem te pa verjetno čakala pa tudi kar velika naloga, ne, vseeno pač smo se odcepili od Jugoslavije in je bilo treba novo zvezo postaviti, ne. Ja, ampak še prej je bilo kot zanimivo. Se pravi to, ne, ker je ta znak tle gora, ne, imaš velike zasluge za to, ne. Ja, ampak za kajakaško zvezo je bilo prej že eno predkorak narejen, še ki je bila Jugoslavija, namreč mi smo se razvijali ravno zaradi tega, ker smo mogli čolne sami delati, smo bili v okviru ljudske tehnike. Mi sploh nismo bili športna zveza, ampak smo bili neka sekcija, kajakaška sekcija, skupaj z modelarji, z jadralci, z vsemi temi, ker smo bili ljudska tehnika, ne, zaradi izdelovanja čolnov. Ja, razumem. Modelari in pa mizari so v bistvu bili neke društvo. Tako. Ja, to je bilo tudi v Soči, ja. In to je bilo prvi napor, ki sem jih delal, da sem mogel s SZDL-jem, to je tisto združbo, ki je bila naslednica, ne vem, Združevanja Slovencev, sem mogel prepričati, da smo ratali športna zveza, kajakaška športna zveza, ne. Aha. Tako da pol ni bilo tako težko zvezo, ker smo kot zveza obstajali. Na srečo so bili tudi jadralci zainteresirani, ker so dobili svoje prostore dol v Piranu, da so to preselili na morje. Ker moram samo to kot zanimivost omeniti, ker Slovenci niso imeli dostopa na morje, je bila tam, kjer je Kajak Klub Ljubljana, so bili jadralci, tam je bila, jadralci so prvi bili in so jadrali po Ljubljanci, ker to je bila edina možnost takrat jadranja, ne. In takrat, ker so oni preselili se na obalo, evo, se je sprostilo in smo potem imeli tudi njihovo sodelovanje pri tem, da se te zveze ustanovijo kot športne zveze. Aha, no, na Livadi je še zdaj ena hiška tam jadralska. Ja, ni jadralska, to je bivše kopališče, tam so bili bazeni plavajoči, to je staro kopališče na Ljubljanci. Jadralci so bili prvi, ki so pač po drugi svetovni vojni dobili kot, na kar smo jih, priznam, mi kajakaši, ki smo bili bolj zainteresirani, izrinili ven, ne. To so pa te borbe med panogami. No, in potem si ti postavljal tudi to strukturo, se pravi, bil si v strokovnem svetu, tudi prek fakultete si postavljal to strukturo kajakaške zveze, se pravi, si združeval klube, kako je to izgledalo? Se pravi, 91. pa recimo ajde do 2000. Ja, zdaj so težava, ne, ker klubaštvo, to se pravi, tekmovanje med klubi morajo ustvarjati, če češ ti neko pripadnost, da se ljudje nekako definirajo, da tekmujejo, da hočejo boljše od drugega biti, ne. In to, ko dviguješ iz nivoja klubov na nivo zveze, moraš napor narediti, ker je treba sodelovati. In sodelovanje, jaz sem gotovo, da med tekmovalci sploh ni problema sodelovati. Problem je med trenerji, ker tekmovalci so v nekem smislu izdelek trenerja, tako trenerji jemljajo to, ne. In temu se odpovedati je nekako težko, ne. No, ampak smo nekako uspeli presegati, jaz sem vsaj izkušal to, ne.
Tako da je vsak enkrat vodil neke skupne priprave, da je vsak vedel, kako je, če ti drugi nagajajo. Ne. Veš, izkušnje te osebne vodenja, ne, ko vsi govorijo, kako bi oni delali, in to ljudem moraš dati to možnost. Ja, dob ti kje pa v glavo, ne, pole pa... Pa zastopa, zakaj gre, ne. Tako da je, ne, in večina trenerjev je to dojela, no, edin moj človek, ki ga občudujem kot kajakaša, Peter Kauzar, ne, ki je ogromen, njegovo tehniko, on je tehniko treze veslave proti točnem vratu, to on cel svet naučil veslati. Zdaj govorimo o starejšemu. O starejšem govorim. Ampak, da bi pa on s kom sodeloval, to je pa ta zadnji človek, ki bi. Ne? To je zanimivo. Jaz mogoče sem krivično pričakoval od njega, da bo tudi tukaj naredil, ampak je pač tukaj naredil svoje in občudujem, kaj je kot družina, kaj so naredili. Ne? Ampak škoda je, več čas se mi zdi, kad človek v okolico še nekaj dodal, ne? Pa če nisi tak ti, pač ne moreš dodati. Škoda, ne? Ki ga manj kot človeka, ga zelo cenim, moram reči. Ne? Posredno je ogromno v Hrastniku se zgradi. Ja, seveda, veš. No, tako da ta sodelovanje se mi zdi, da ratuje vse problem, ta individualnost, ne, in ta napor, da se le sistem ohranja, ne, ker na nek način pa mora sistem delovati drugače. Tekem ne moreš organizirati, da moraš funkcionarjev imeti, ne, če ni le nekega sodelovanja. No, tukaj je treba vedno napore delati. Se pravi, in potem je tudi ena z svetovne strani prišla ena dobra novica, recimo za tebe, ne? Ker je slalom prišel v olimpijsko disciplino nazaj. Kako ste to takrat razumeli, kako je potem spust slalom, olimpijska disciplina, neolimpijska, merne vode, kako ste to vozili? Ja, bom tako rekel, ne. Seveda smo bili veseli, ker to, da si v rednem programu olimpijskih iger, to daje športu status. Ne bodimo pošteni, olimpijska ideja je tista dominantna in ki ti navdaja s ponosom in je to. Žal se je pa to pri nas odražalo, da je spust zgubil tisto mesto, ker je bil čas do konkurenčen, ker se je vse usmerjalo v slalom in je slalom nekako, kako pa rekel, potisnil spust v ozadje, čeprav se je to razvilo ran tega potovanja po rekah. Recimo, ko sem prej gospoda Bernika omenil, ne, jaz vem, ko sem na zvezo dal, oni so cel Kranjski kanjon, ki je zdaj potopljen, so ga preslikali, oni so živeli z naravo, to je bil en drug pristop, nekaj je tekmovalni šport, nekaj je pa to, kako pa rekel, povezano z naravo, ne. In danes, ko so umetne proge, ne, to je čist svoj razvoj. Ko so Španci to naredili zaradi pomanjkanja vode, danes so umetne proge zakon ratale, ne. Veste, in misliš, kako bo to zamrlo, ma kaki to ljudje grejo in se z raftom vozijo po teh kratkih progah in jaz, ko sem bil, ko je proga v Ameriki, sem šel pol gledati, kje je bil svetovno prvenstvo, jaz nisem verjel, v raftu so ljudje s kravatam oblečeni, oni grejo tako, poslovnež pa reče, pa še raft tako moderno, ampak to ne ve, da se kako se treba napraviti. Jaz sem videl človeka s kravato pa v obleki v čovnu. To nisem mogel verjeti, da je res. Seveda je mu plavalni jopič gor. Ampak oblek, govorim, ne, neke druge dimenzije so danes v temu, ne. Seveda pa obstajajo ljudje, ki pa to razumejo in zato mene ne skrbi, rekreacija se je tako razvila, ne, da je treba samo še skrbeti za varnost in ljudi usposabljati, da varnost je pa zame na prvem mestu. In te principi, ki so napisane, da nam zdaj ponavljal, da po neznanih rekah ne smeš veslati in da ne bom zdaj tukaj preveč tega govoril, ne. Varnost je dejansko, ker ko enkrat doživiš, da se iz sončnem vremenu lahko človek utone, ne, v najlepšem uživanju, ne, da je smrt v bližini, to pa je treba v zavesti imeti, predvsem tisti ljudje, ki vodijo to. Da se lik še malo vrnil zvezi, ne, se pravi, ko si ti mogel recimo povezati vse te klube, ne, se pravi, kako je bilo, tam se je razvijalo v Murski Soboti, na Muri, ne, se pravi, na Savi dol, v Brežicah so imeli svoje zgodbe, itak so Kanci, ne. Kako je, kdo je še takrat? Ok, Tacen je bil zelo močan, ne, Ljubljana, Kranj verjetno, neki v Škofji Loki so bili neki zametki, še zdaj tam veslajo fantje.
zdaj so že fantje. Ja. Veš, raven to povezovanje je zanimiva zadeva. Ko je Nathan Bernoto to povezval, je kaj se je zgodilo, ker je bilo majhna količina ljudi, so mnogi kajakaški klubi, kot je v Kranju, v Škofji Loki, preprosto zamrli, ker ni bilo ljudi, ker je bilo malo ljudi. Ne? In ko sem jaz, bom rekel, se lotil tega, sem razmišljal in mi je bil model, ki so imeli alpski smučarji, kako združevati kvaliteto in jo, če te boljše združuješ, kvalitetni ljudje se skušajo med sabo in se največ učijo eno drugega. Ne? Hkrati moraš pa razumeti, da moraš po nekaj letih zopet dati poudarek klubom, da se klubi ojačajo. In to mora skozi nihanje biti neko, v znanosti pravi sinusna krivulja, pustno. Združevanje pa razdruževanje. Ne? In ta nihanja so zahtevna, ne? Ker moraš vedeti, začutiti, kdaj so klubi v stiski s kadrom, s tekmovalci, ker tudi v teh klubih, ne, te kvalitetni tekmovalci dajo v svoje okolje svojo osebnost, svojo tehniko. Ne. No in zaenkrat mislim, da nekako še zmeraj, vsaj po uspehih sodeč, ne, nam to kar na dveh vodah kar ratuje. No, ampak ker je tudi mirne vode, ki so zdaj zelo kvalitetne v Sloveniji ratale, moram reči, ne, sem bil v času generacije, kjer smo načrtno zanemarjali in krivični bili do mirnih vod. Bo kar povedal, ker smo bili hočni, ker smo hoteli ločevati prepoznavno od Jugoslavije, kjer so mirne vode bile zelo čislane visoko, jih mi nismo hoteli imeti. Tukaj je bila krivica. In smo mogoče potem po osamosvojitvi smo pa tudi napore naredili, da to nadomestimo. In jaz sem se angažiral, vem, ki je bilo veliko klubov tam v Primorju, da sem nekako le neko skupno sodelovanje in moram reči, da sem prav zadovoljen, ker je in strokovno in tekmovalno so mirne vode, rekel čist, enake vode. Ja, takrat je Jakomina začel, pa mogoče v Mariboru tudi so nekaj migala. Ja, ker Maribor je bil zanimiv, ker so divje vode zamrle, ker so Dravo umirili, ni bilo več brzic, praktično. Ne. In potem so bile mirne vode kar močne, vendar se pravim, ta nenaklonjenost naša, rekel, na nivoju zveze, ne, ker smo bili prežeti z divjo vodo, je bila krivična do njih. No. Ja, v bistvu glavni del je ostal dol v Jugoslaviji, se pravi. Ker jaz, ko sem se začel ukvarjati malo s tem, se mi zdelo čudno, ker sem hodil okrog tudi na sestanke pa na te kongrese, ker sem gledal zveze, kako so narejene, in je bil velik del zveze, v bistvu so bile ponavadi mirne vode in so bile divje vode samo en delček tam. Pri nam je bilo pa divje vode res ogromna stvar, pa en delček so bile mirne vode. Ampak zdaj razumem, kako je to v bistvu z odcepitvijo Jugoslavije, smo mi ostali alpska disciplino, smo gojili, rahlo pa zapostavili takrat tudi malo mirne vode, ampak mislim, da zdaj ujemajo tudi mirne vode priključek. Ja, se strinjam. Ne. Zelo sem bil in sem vesel, da se je to zgodilo. No. In da smo tudi, bomo rekel, tisti krivico skušali popravljati, ki smo jo delali takrat. Ne? Ampak to je bilo ta kontekst odmikanja od Jugoslavije, od tistega pač, tako je tekel stvar. Ne? Tako sem jo jaz dojemal in smo jo tako tudi izvajali. Ne? Ja, pa tudi čakaj ste imeli dobro orožje, ste imeli v rokah, kar se divjih vod tiče, da ste lahko rezultate delali, da ste lahko denar pridobili prek razpisov za to. V mirnih vodah bi mogli pa šele vložek delati. Ja, tudi poglej, ki je bila Jugoslavija, je bil v slalom komiteju je bil dr. Polde Leskovar. On ni bil velik kajakaš, bil je pa dekan strojne fakultete in rato je rektor Ljubljanske univerze. On je bil spoštovana osebnost. V Meranu, kjer smo kolajne dobili, tudi v slalomu, je bil on vodja na svetovnem prvenstvu in sem jaz rekel, kaj smo naredili, denarja nismo imeli, da bi protest vložili, ki se je šlo za neko, evidentno smo bili prizadeti. Sem rekel, ja, ampak denarja pa ne vem, koliko nimamo. In je on vzel z licence
devize, jih je dal v žep, zdaj ste plačali, rekel. Ne. Hočem povedati, ne, da funkcionarski, vse se je pokrivalo, veliko ljudi je pomagali in se vse to pokrili v kolajnah so bile. Na koncu so bile kolajne, noben pa ne ve vzad, kaj vse se je dodalo. Želim povedati, veliko ljudi je sodelovali, pomagali, ne, svojim slalom. In da imamo zdaj Jelenca v tem slalomku, to je velik uspeh. Ne. Ja, res je, ja. Ja. Jaz se spomnim, smo bili v Španiji na tistem kongresu, kjer smo se nekako promovirali, da so nas sprejemali v to zvezo. Ne. Je bilo en kup teh dogodkov, kjer so imeli Španci simpatije do nas, pa je šlo naprej. Ne. No. Potem pa tudi spomnim se, midva sva tudi skupaj sodelovala v enem strokovnem svetu. Se pravi, vmes si nekako pole pustil kajak, si šel svojo pot, ne? Potem si se pa spet vrnil na neko povabilo, tako da sem bil tudi jaz priliko ti slišati na sestankih, kako si to vodil, kako si znal to vse pelati, ne? Še zdaj uporabljam kdaj tvoje besede, ko gremo na tekmo, kadar moramo se pravi klubi pač sodelovati, ne? Trenerji naredimo osnovo, zvezni, in potem klubi pridejo zraven in rečem, pa mi smo zveza, mi smo klubi, ne, mi smo zveza. Ne. Tako da takrat uporabljam tvoje besede in se zmeraj spomnim nate. No. Tako da sem imel to čast, ne, da sem bil tudi s tabo na kakšnih sestankih, da sem te poslušal. Kaj te pa pripeljalo zdaj, recimo, da si takrat se potem spet vrnil v strokovni svet zveze, pa... Ja, veš, zakaj sem se umaknil, ne? Ker sem bom to rekel, toliko sem neko kmetijsko šolo sem malo za hec tudi naredil, veš, dol v Novem mestu, tečaj enotedenski in sem gotovo, ne, sem se zapomnil, da mlado dreve ne more zrasti, dokler starega ne posekaš, da pride svetloba pa toplota zraven. In sem rekel, če se, da se umakneš in da bojo nove generacije pač zrasle, tako kot morajo vsi. In se moraš umakniti, jaz sem pač to zavestno naredil, ne. Bil pa je en problem, ker mlada generacija pa je neka borba, kdo je bolj ta-glaven, se veš, dokler se ne izkristalizirajo neki odnosi in je bilo rečeno, da bi bilo mogoče dobro, če bi še malo pomagal, da se med njimi uravnotežijo, rekel, te odnosi, ne. Kdo kam paše, ne z ljubosumjem, ampak da se tako nekako, ne. No, zato sem se vrnil v bistvu. In to je bil edini razlog, ker se pravim, jaz to vseb nosim, da ko pride čas, se mora človek znati nekako umakniti. To dreve zrase, to so te in pokazali se je in te uspehi so nadaljevanje, ne, ampak nadaljevanje samo uspešnosti, ampak jih je pa ta nove generacije ljudi so to naredile, novi tekmovalci, novi funkcionarji in njihova zasluga, ne naša, ne. Tako da zanimiv, ne, moram reči, da te tekmovalci, ko sem bil na sprejemu, smo Savškov res največji uspeh, bi rekel, ne, zlata kolajna, ne, sem bil tam in sem mu čestitil in je sam rekel, ne, ja, ampak tudi vi prej ste vse to, je tudi delček vašega dela v tem, ne. Tako da moram reči, da tekmovalci uspešni razumejo ene stvari, da je to nek proces, ne. In kako je včasih nekaj krivičnega, kaj je klub taca, ne. Moj brat je svojim rokam ta klub delal, ne. Pa mene določil, da moram voditi ustanovni občni zbor, čeprav sem bil v drugem klubu in sem ga vodil. In ko gledam arhive, njega ni nikjer, pa je vse naredil, jaz sem pa napisan kot vodja občnega zbora v zgodovini, ne. Mislim, a veš, ves delo enega človeka sem jaz, ne, ker je moj podpis. Veliko, ko je trapast, ne. Tiste ljudi, ki pa res delajo, pa največkrat ne vidimo. Ja. Tak je življenje. Ja, takrat se mi je zdelo zelo zanimivo, no, ko sem imel priliko, da sva sodelovala, ker je bila energija kar zelo razpršena, ne, in si ti to zelo počasno, nežno spet skupaj spravljal v en okvir, ne. Tudi to trenerske egote, ne, takrat si meril med sabo, ne, ker se je vleklo na vse strani, ne. In se mi zdi, da si takrat par pravil takih pravih postavil, da se je spet ta energija skupaj spravila, tudi kasneje Kauzer medaljo, Savšek medalja, ne.
sploh polne ekipe na olimpijskih igrah, a ne, od Londona naprej, ne, zdaj zmeram, ne. Tako da, ja, to mi je bilo res všeč, no. Sem se tudi nekaj naučil, tudi jaz takrat, no, ko sem malo sodeloval, kako si ti ta pravila postavil in skupaj v bistvu spet to energijo zbral, no. Veš, še nekaj nisva se dotaknila, ampak kaj je name tudi, rekel, zelo me je obogatilo. Jaz sem, ko sem začel sodelovati z Maksom Tušakom, veš, to je bil psiholog. Bolj zdaj, seveda, v Londonu je Matej Tušakov, ne? Starejši, ja, Maks, ja. Starejši Maks je, ampak on je postavljal to, no? On je bil tudi klinični psiholog, ne? Ki je znal z ljudmi delati vse te avtogene treninge, vse to smo razvijali z njim, ne? In kaj želim povedati, ne? Da on je bil človek, od katerega sem se veliko naučil, ne? On je nikoli vsiljeval svoje metode, ker zmeraj je bilo tako, veš, če je psiholog s tabo delal, pomeni, da si bil nenormalen, ne? Veš, tako so ljudje jemali, ne? In v športu našati psihologijo, ne? Ampak, če gledaš z Vehovarjem, ne, je delal Matej sin, ne? Ampak kdor gleda posnetek, ko je prišel v cilj Vehovar, je tako, kot da bi se zbudil. Ta posnetek zame dragocen. Tako je bil skoncentriran. On je znal iz sebe potegniti, jaz ga občudujem, ne, kaj je bilo. In zadnjič sem z njim govoril to, mi je zdaj razumljivo, veš, moj na nek način favorit, ki sem čutil potencialne, je bil pa Fedja Marušič, ne. On pa ni, bom rekel, uresničil, pa še zdaj sem prepričan, da ima potenciale vse, ne. In zadnjič, ko sem se pogovarjal z Vehovarjem, mi je pa nekaj na področju iz psihologije ratal jasno, kaj se je mogoče zgodilo, nam trdi, da se je. Prav, ko ta prvi moj častitelj bil Fedja, rekel, zdaj si pa ti spomnil vse naše želje. Oni so bili tako povezani, da so prvošali en drugemu uspeh. In ko je Vehovar dosegel uspeh, je Marušič ni bilo več pomembno, vse smo dosegli. Osebno mislim, ne? Ja. Ni mu tistega mesača, kar je tudi taj za premagati, tudi moj prijatelj za premagati, ne? Masle bi to naredil. To želim povedati. Ne, hočem povedati, ne, kaj je psihologija, in Maks Tušak je tukaj zelo velike korake pomagal. Če lahko, ne vem, če so prekrajali, ne, ampak mogoče en dogodek, ki je meni bil ja, zelo vesel, ne. Bil je moj kajakaš, en Kukec je bil fant, ki je odličen fant, ampak vse je nekaj hotel glavni enkrat kazal ene trike s kartami in to je bilo en dan pred tekmo v Garmišem, ker niso mogli spati pa to, ne. In je povedal, je hotel se pokazati, ne, in ga Maks Tušakov gleda, ne. In ki je on tisto je naredil, je Maks Tušak začel čarati, 1 uro jim je čarovniške trike kazal. In so vsi pol zaspali kot bubice. Tako. Tako jih je razbremenil, ker niso vedeli, jaz tudi nisem vedel, da zna čarati to. Bil je poln enih trikov, to je bila psihologija. Prej si omenil te Goričane, srebrna kolajna v Tacnu, tale Marjan Štrukelj. Marjan Štrukelj. Rekel, mene on ni rabil, ampak sem bil njegova psihologija. Veš, kaj je? Pred štartem je šel mem in jaz sem točen pod enem drevesu, mogel sedeti in ne moj to zadoščati v psihični pripravi. Tako je on meni razlagal. Zdaj Marjan bi lahko svojo zgodbo povedal, da se zastopa, ne? Verjetno, ja. Vsak ima svojo. Ampak, veš, vsak ima svojo pripravo, vse je na svojem mestu, ne? Recimo v Garmišu smo taborili, ampak smo opozorili velike reprezentance in smo prvič ugradili prostor, da smo velika reprezentanca in to vse to je delovalo. Mi smo funkcionirali kot velika reprezentanca, ne kot tisti majhni, ki se plazijo okoli. Mi smo bili tako kot oni, ugrajeni, isto smo, so taborili, mi smo se enako obnašali, ne? Kot velike ljudje, ne? Veš, vse to je neka psihologija, je zelo pomembna tukaj to funkcioniranje, ne? In moram reči, ne, ker veš, zdaj veliko se zgodovino iz Sokolja ukvarjam, tam je en Viktor Murnik, ki ga po krivici je zapostavljena osebnost. On je še v Avstriji rekel geslo, Slovenecem in kdo je več. On ni nič rekel, da so drugi slabši, ampak mi smo, kdo je več, kaj jaz. Noben ni več, kaj jaz. To je tekmovalno geslo. Ne?
To Ja. je na misel, veš, ker so. Svoja soma, vsak je svoj. Ja. Naj bo vsak ne reče, kdo je več, kaj jaz. To je bistvo tekmovalcev. Ja, da si sebi posveten. Ja. Veš, to so ene uprostno. Oh, to so pa, upam, da bodo mladi to slišijo na pravilen način. Ne? Se njim Ja, to... lej, veš, smo stari, pač za nami pride. Ne? No, lej, danes bo nekako 60 let, kar sem se začel skajkam, da se pa nabere v 60 letih nekih spominov, veš. Tako da človek že ne ve, kaj bi. Jaz sem po noč premišljal, kaj bi povedal. Toliko enih stvari gre skozi tebe. Ne? Ja, dva bi rabila en dolg večer, da bi šla skozi. Vsega bomo lahko naredili. Zdaj pa recimo, ok, kaj zdaj praviš v vseh teh letih, koliko se je zgodilo, jaz verjamem, da bi lahko to govorila v neskončnost. Zdaj, ok, kje pa si dobil v glavo, kot začetnik? A si še kakšno tako zgodbo smešno, da so ti ušpičili kaj ali pa da si ti, a imaš kakšno v žepu, kakšno smešno zgodbo, ki se ti je zgodila v vseh teh letih? Ja, lej, danes iz razdalje, veš, ko gledaš iz razdalje, je vse smešno lahko, ne. Veš, meni se zdi smešno, ne. Evo, zgodba v Meranu, veš, ki poznaš, ne, ti spust v Meranski, ne, kako se boš dol po dolinoh do vode spuščati, ne, in po enem tednu treninga, zadnjo vožnjo, ne, ko se pelem, vse ista predstava, vse, se mi prikolica s čolni, kjer so bili še gor naloženi, prevrne, ne, jaz pridem dol, rečem, fantje, meni se je to zgodilo, in so me začeli vsi tolažiti, no, škoda, to se zgodi, pa tak, in so te tekmovalci moji, bil si trener, ja. Bil sem trener, seveda, in vodja, so tisto prikolico na cesto prenesli po grmovju, da sem jaz rekel, pa kaj je me, da so tako prijazni do mene, ne. In smo se odpeljali domov, po čez leto, 2 so povedali, da so takrat švercali kavo in so v zgornje čolne napolnili kave, tako da se je prevrnili, ker težišče bilo visoko. So zvišali težišče. Ja, danes mi je to smešno, ne. Takrat so se me pa tako bali, ker na carini bi pa jaz švercer bil, ne. Ja, takrat bi bil švercer, ja. Ja, ne, hočem povedati, danes mi je smešno, takrat bi bil verjetno malo jezen, če bi se to zgodilo, ampak taki so bili, potegoni, ne. Ampak to so pravi, to so tekmovalci. Je pa tudi, Aleks, si bil stalno na robu zakona. Ja. To so zgodbe, veš, vse, ne. In zato je mogoče res fajn, ko gledaš z distance, ne. Lej, pa moja izkušnja, da je šport res nadpolitična zadeva v nekem smislu, ne. Ja. Ko smo imeli tekmo svetovnega pokala, je bil gospod Bizjak, ki rečemo temu desni politik, ne, in sem ga po Krki peljal, je šel v Slad, ne. Hkrati sem pa pol enkrat imel priliko, ker zaradi tega sodelovanja sem pa tudi malo naučil, in so porekali še Cirila Ribičiča. To se pravi, ne glede na politično opcijo, so ljudje imajo radi šport in šport je tisto, ki združuje, ne. Res je šport zanimiva zadeva, ki po svoje nepolitičen, če ga ti ne narediš političnega, ne. Po svojem načinu je, ne. In mislim, da smo danes v času, ki nam je edini šport še ostal kot čista zadeva. Ja, ne, se mogoče tudi to tisto tvoje sporočilo, ne, se pravi, vse se ti lahko skregaš ali pa na sestanku poveš mnenja, ne, ampak to jezo ali pa ta ego ali pa kakorkoli ti izkoristi v pozitivno, ne, da greš potem z istim čovnom naprej, ne vsak svojim, ne. Ja, ja. Zveza, ne, z istim čovnom moramo iti naprej, ne. Levi, veš, ja. Ja, vprost sem ti v besedo skočil. Ta Nathan Bernot, to je bil človek, od katerega sem se veliko naučil. On je bil tudi v Ameriki na nekem šolanju in je gotovo rekel, v vsaki situaciji na vodi, ki je kritična, ima človek 3 sekunde časa, da lahko rešitev najde. To je neko ameriški način. In jaz sem skozi to verjel. To se pravi, da moraš biti na neke situacije malo pripravljena, ne? Potem lahko na nivoju refleksnega delovanja tudi jih rešuješ. Zato je tudi dobro, kaj narediti, če te nese proti skali, da se moraš skali nagniti, ne pa od skale in podobne stvari, ne, ki so varnostne. In želim, ne, da je, jaz sem, priznam, premalo
kako preko, spregledal sem ene stvari, kot trener in pol, ki sem delal. No, lej, kot primer ti lahko povem, ne, šolo Kajan, kak sem jo delal, ne, sem pri skimotiranju poudaril, vse pravilno zgibal, vse pozabil sem pa impuls, ne, ker tudi, če ne narediš pravilno tehnično izvedbo in če imaš dosti veliko, ker je reakcija enako akciji, ne, in obratno, čez vesla močno delaš, imaš oporno veslo, čeprav na idealnem položaju, ne. Jaz sem premalo to poudaril. Kaj želim povedati? Da ste vi to popravili, ne? Ali pa boste popravili, ko boste nove stvari delali, ne? Ja, Jaz pa to sem kot nekaj, kar sem pozabil ljudem povedati. to mi je zelo zanimivo zdaj, ko si v bistvu povedal, ne, da ti si že zelo let nazaj v bistvu postavljal šolo, slovensko šolo kajaka, ne, delal si super videe na to temo, ne, posnel vse že, ne. Kdaj je bilo to? Koliko? Daleč nazaj, moje bo ene 20 let, bom tako rekel. Mene je pomagal moj kolega Ivan Čuk, mi pomagal to delati, ker on je sicer, ker tehniko obvlada vsega snemanja, on se z orodno telovadbo ukvarja in je šel takrat v Avstralijo na inštitut za 1 leto. In ko smo midva to sodelovanje naprej delala, to, da je direktor tistega inštituta, katerega sin je tudi ostal, mislil, da je on kajakaš, da toliko dela, ne, ker je toliko delal za kajak, ne, veš. Želim povedati, kako je zanimivo to, ne, in tudi tukaj ta odprtost, če nisi tehnično, ne, usposobljen, pa najdeš prijatelja, ki zna to, ne. Ja, zanimivo, ko smo govorili, ja, ker zdaj delamo tudi te videe, ne, pa je lih Trump že rekel, da so zelo podobni temu, kar si že ti delal, ne. Ja, sej ne more biti veliko, bo pa izboljšano, ne, se v tega, se pred mano je tudi kdo naredil. Bom rekel, Osmica, ne, kjer sem jaz tudi doktorat neke energijske značili. Ja, se to so Goric to delali, se to že sila po baraj delal. Se nisem se jaz mislil, vedno se nekaj dograjuje in pač naprej. V tem je smisel zgodbe. Pol je Silvan naredil v Ameriki, tudi še manj nadgradil to, pa nam dal v bistvu to. Ne? Ja, želim povedati, veš, veliko ljudi se je odnesel, ne, v to, ne. Lej. Ja, imamo kar veliko tradicijo in je škoda, da bi jo zgubili, ne, se tudi to je namen teh podcastov, ki jih delamo, pa teh videov, ne, da ne zgubimo tega zaklada, ki smo ga vsi, ne, v bistvu skozi izkušnje. Fedija Marušič mi je enkrat posodil eno knjigo, ne, in je bil en stavek noter, ne, se pravi, če bi vse izkušnje ljudi pa čustva, ki so že umrli, ne, lahko nekje kanalizirali, da bi imeli to znanje, ne, bi verjetno bil svet zelo na višjem nivoju, ne, zdaj se pa vsakrat znova učimo. Se mogoče je v redu, ker to bi preveč, a veš, tudi ni slab, da se sproti učimo, vsaj malo razumemo stvari pod, veš. Ja, se strinjam, vsak more probati, ne, se trener ti že pove, ne, tam bo ta električni pastir te bo stresel, ne, moraš probati, tako da te strese. Jaz sem enega znanca, prijatelja, ki je rekel, veš, noben se še ne nauči na tvojih izkušnjah, ne. In tukaj je tudi ena modrost, ne. Človek mora tudi svoje izkušnje imeti, ne. Zdaj sem še to, kar si prej omenil, da ti leži na duši, to je skimotiranje, ne, da nisi pripravil ali da nisi prav povedal, napisal, ne. Zdaj pa bo verjetno popravni izpit, ne, bomo mogli, zdaj smo imeli na trenerskih seminarjih, ki smo probali uvajati tudi izkušnje iz krosa, ne, kjer pa je element eskimotiranja obvezen, ne, in je Jernej Abramič predaval, ne, pa tudi Borut Javornik, ne, se s tem zdaj zelo ukvarja, nekaj je pač bilo treba skočiti v to disciplino, ker je olimpijska, in zdaj razglabljajo, kaj je hitrejša, ne, ali na helikopterčka, ali na počasno, ali na hitro, ne, ker tudi potem, ko prideš ven, da imaš že ročico pripravljeno za prvi zaveslaja, oziroma že, ko greš ven, da je ta navor, da te pelje tudi naprej, da se ti čovn ne ustavlja, in razglabljajo, kako hitrejše skimotirati in tako naprej. Tako da verjetno nas čaka delo tudi, da bomo tle nadgradili ali pa vsaj to, kar si že ti delal, ne, še enkrat posneli pa uštimali, ne, za
za namce ali pa za te, ki zdaj tekmujejo, ne, tudi v krosu. Kako pa ti gledaš na to, na kros recimo, ki se zdaj razvija? Veš, jaz sem, kako preko tradicionalist in moram veliko časa rabiti, da sprejmem nekaj, ne. Zdi se mi, da je malo nastalo to čisto iz modernega, da je dinamika nota, da so prenosi, ne. Zato tudi kajak, ki je, bom rekel, le nekaj drugačen, ne. Zdaj se čisto nov odnos do teh, bom rekel, novo nastalih disciplin oblikuje, ne. Jaz počasi sprejemam, novitete priznam, da jih počasi sprejemam, ne. Ampak bom sprejel, tako kot vsi, ne. A veš, človek se mora preprosto na ene stvari navaditi, ne. Seveda je potem pa ocena, kako je pa zanimiv za druge ljudi, za neke, ki se ne spoznajo na kajak, to je pa druga stvar, ne. Tukaj se mi zdi vse združeno, ne. Kaj pa vem, kot bi spusti po rekah bili tukaj, da so vsi elementi spustov po rekah so združeni, ne. A veš, težko rečem, ne, kako gledam. Še nisi... Na katero se moram, ni še prišlo v mene, da bi sprejel to, da bi bil trener tega, recimo, ne razmišljam tako, ne. Jaz sem že zmeraj klasično spust pa slalom, se veš, ne. Ja. Ne, se je težko, vidim, trenerji težko začnejo razmišljati o tem, ne, prvo so proti, potem počasi sprijemajo, da to je, a ne, zdaj bo treba pa počasi skočiti tudi to, ne. Eni so že, a ne. Spodobno je bilo s C1 ženskami, ne, ki se je začelo pa... Tako da gre počasi pač, ja, smo tradicionalni zelo, kar se tega tiče. Ja, ampak glej, ženske C1 je pa za mala disciplina kot olimpijska dvosed. Ja. Ne, veš, tako da tukaj je politika zadaj, ni neki, kar bi iz panoge prišlo ven, ne. Ampak, okej, tako se svet vrti, ne. Ja. Te ideje se oblikujejo, ne. Ja, se strinjam, ja. Pa greš ali ne greš, ne, ja. Ja, tukaj veš, mi včasih, bom rekel tako, ne, razvoj, veš, tega športa je bil nekako različen, ne, šport je le, po mojem vedenju, le angleška zadeva. Evropski del, torej celinski del se je drugače razvijal, pri nas so dominantno razvijali, so bili turnirji pa sokoli in ta gibanja. Šport, ne, šport je pa Anglija, je pa na športu, ne. Zato, veš, so Angleži tukaj nekako drugo dojemanje tega športa, ne. Enkrat sem slišal, da to so pač Grki moderne dobe, oni so dali v funkcijo države šport. Oni so bili zdrave ljudi v kolonijah in zato je elita bila deležna športa. So bili zdrave ljudi, so furali. Nek sem slišal, zdaj ne moram točno citirati, da je bitka pri Waterloo je bila dobljena na športnih igriščih hitna, to je vojaška akademija. Zdaj ne vem, a veš, vse to je šport. Ja, zelo široko si greš razglabljati, kada razmišljaš. Ja, lej, moj brat je bil še hujši, ne. Veš, kaj govorijo, da je olimpijsko gibanje mirovno gibanje, ker takrat ni vojn, ne. A veš. Ampak on ima teorijo in rekel, ja, ampak po vsaki olimpijadi so se pa veselo stepali, ker je bil to verski običaj, komu so bogovi naklonjeni. Veš, tako da, pustimo, ne, z različnih vidikov se dajo stvari gledati. Ja, res je. A zdaj, večkrat si omenil tvojega brata, a je to starejši brat, mlajši? Bil je starejši brat, žal je življenje tako tekel, da nisva gor narasla, tako da, okej, da smo imeli specifičen odnos, ne, ampak sem ga pač cenil, on je pa pol na koncu tudi, bom rekel, on je zmeraj kaznoval, ki mi knjig ni nikoli dal, kjer so knjige napisal, ali pa je mu od kajaka, no, ampak bom rekel, zelo v poznem obdobju mi je pa cel rud za te knjig poklonil, sem jaz tudi na zvezo pol dal, ker je mu dragocene kajakaške, ne, knjige. Med drugim je on tudi prvi vodič po Savi Bohinjki naredil, ne. In zime hodil po tisti reki, kakor je še ostali in vse pisal, ne. Češke skale pa. No, viš, le Češka skala. Jaz se še danes sekiram, ker sem v priliko, ko smo tekmo delali, bi lahko razstrelili to skalo, vendar, ker je bil spomenik gor, nisem odločil za to. Se pa sekiram, ker je pol ena Nizozemka utonila na tej skali, ne. Zakaj?
ko so šli hotel plavati Mostnico, to je ena reka tam pri Bohinjih poteče, ne, in niso smeli in so šli Bohinjko plavati, ne da bi redili nevarnost. In je bil zagozdan telo pod skalo in se je zapletla, splavutko se je zapletla noter v tiste veje in je utonila. Rekel bi, če pa jaz to razstrelil, takrat pa ne bi se zgodil. To želi povedati. No, ja, ampak lej. Ja, lej, tako je, jaz ti govorim, kaj človeku gre skozi glavo, ne. Nisi Ko veš, da je plošča umrlemu, ne, Ja. je pa nova smrt za to. To želim povedati. Ne, Ja, razumem, ja. Je pa tvoj brat tudi zaznamoval s tem, da ti je dal nadimek, oziroma Ja. ti si, v resnici ti se pišeš, kličeš Alex Leo Vesta, ne? In on je z tega Leo malo premetal črke in je ratu Ole. In te vsi... Ja, in Kajakaši me v glavnem kot Ole poznajo, ne, zato ker on je pač to vtisnil. Lej, tak je življenje in pol slišiš na vse imena, ne. Nobenega problema ni, kako ti kdo reče, ne. Za Kajakaše sem Ole, ne, pa v domačem krogu, ne. Če mi pa kdo, ki se slabo poznava, to reče, se mi pa četen zdi, odkje to ve. Super. Ne, všeč mi je, ker se recimo skozi to uro druženja, zdaj, ko se pogovarjava, tudi dostikrat povedal svoje slabosti ali pa slabe odločitve ali pa si zelo odprta, ne, do tega, ne, se pravi, ni samo kaj vse dobrega si naredil, ne, ker si res ogromno stvari, ne, pa tudi mogoče z distance zdaj vidiš, da bi kakšne stvari lahko drugače zapeljal ali pa tako da to mi je res zelo všečno, da si tako odprtno, kar se tega tiče. Če pa to res. Ja, pa tudi znaš človeku reči, da ni prav naredil, a ne? Ali pa da ni... Ja, lej, resnica je stvar, ki jo vsi iščemo, je pa dostikrat neprijetna, ne. Ja. Veš, Jož Svetek, se ti spomniš, kak je odličen čovek. On je tukaj naredil neverjetne stvari. In on kaj zbolel z rakom, ne, je meni rekel, si veš, kako je, pa sem rekel, ne vem, kako je, ker nimam raka. Nekaj drugega je, ko ga imaš kot hipotetično, da tako, če ga imaš, je pa nekaj drugega, ne. Zato jaz rečem, si veš, kako je, ne vem. Ne vem, ne, moraš probati, tako kot si rekel. Bravo. To, kar smo prej govorili, ne, se pravi, vsak mora sam probati. Ja. Svoje izkušnje in to je tista resnica, ki jo moraš pol sprejeti, ki je res, ne. Dokler je teoretična resnica, je čisto lahko sprejemljiva. Super. Zdaj, ko imaš toliko izkušnja in vsega, ne, recimo zdaj, ko nagovarjamo mlade, kakšen nasvet bi dal mladim, recimo, kako so na športni poti, ko so ambiciozni? Ja, tukaj je delo vseh, ki se z njimi ukvarjajo, da jih na varnost nekako opozarjajo, ker vsi vemo, koliko stvari se zgodi, ne, in se pol išče krivce. Se veš tudi primer, ki je kopališče ratal, taka je kaška proga dole, kopališče rata, pa je bil primer takrat, ki je en ko se je utopil, ne. Zgodijo se stvari, potem se vedno krivca išče, ne. In zato mislim, da je skrb za varnost prvem mestu, ki je treba poudariti, ker ko se širijo ene stvari, je takrat res velika nevarnost, da se to naredi. Potem pa še nekaj, ne, gre za spoštovanje osebnosti, bom tako rekel, ne. Veliko otrok, ki se začne s tem ukvarjati, jih je strah. In mi te strah podcenjujemo, ne. In dostikrat ta strah pomaga premagati, da ne bom za primer rekel, od tiste, se rekel, ki so začeli vrstati za kazen, ki sem rekel, ne, čez tacene, niso komaj čakali, tacen je zoprn, ker greš iz mirne vode, padaš v divjo vodo noter, tako, zelo hitro čez zaporenco. In je bilo, bom enega primer rekel, strah, ne. Rekel, da bo takrat človek, ko bom jaz rekel, ne, to se pravi, jaz sem prevzel njegov strah nase. In on se je razbremenil takrat, ki je mogel zaradi mene iti, ne. Njega je bilo strah, ne. Ampak drugi so šli zato, ko so hoteli, on je rekel, da takrat šel, ko bom jaz rekel, torej kot trener, ne. To se pravi, da moraš spoštovati, če je enega človeka strah, moraš ta strah na nek način spoštovati in ga pomagati razbremeniti, da se samozavest narašča. Veš, vse to je prepleteno, no. Ja, seveda, strah se res kaže na različne načine, ne, to vidiš pred tekmami. Ja, no. In tukaj je, zato je veliko
treba neke psihologije znanja. To pač tako je, ne znam drugače povedati. Ne. In to malkrat ljudje o tem govorijo, da bi to prenašali na druge. Ne. Vsak ima neko svojo izkušnjo, ne zdaj, prosim. No. Jaz sem zdaj v tem govoru, ne, ker se mi zdi, da, ne vem, no, da ljudje dostakrat ne pomislijo na to. In varnost moram reči, ker sem bil pač 2-krat, 3-krat, so se nesreče zgodile, vidim, kakšna groza to je in zato je varnost pri tem športu res, se mi zdi, na prvem mestu. Spet na angleški, a ne? Veš, bom tudi to rekel, ne? Jaz vseb samo, da pred 12 leta nisem začel. Zakaj? Ker voda ima svojo moč. Pustno, da s tehniko vodo obvladaš, vendar rabiš tudi moč. In takrat, ko se začne rast, se proporcije človeka podaljša, ko te moči ni, moraš vsem takrat nekje po 12, med 12 in 14 letom se lahko že začne na tekočo divjo vodo, ne. S tem, da tudi eni tudi mlajše. In zato moraš vedno se naučiti tehnike na mirni vodi. Na divji, ko je treba uporabljati, jo moraš ti že znati osnovno tehniko. Veš, ta postopnost je zelo pomembna. Ne moraš se začeti učiti, ni časa, če voda tekoča, moraš že na druge stvari paziti, ne. Na te sile. Preveč, ja. Res je, osnovna šola je na stoječi vodi, ne. Ker mirna je tudi, če teče 3 km/h, ne, pa ni mirna, ne. To je v našem pomenu mirna. Stoječa voda. Mislim, da je to, tam se je treba naučiti tehnike pa konca. To je pač moje stališče, lej. A je prav ali ne? Presoja drugem. Bo vsak na sebi videl, ne? Tako. Aleks, najlepša hvala, ker si vzel čas. Vem, da si mogel tudi zaradi Zooma, a ne, si malo pomagati s prijatelji. Spet si bil tako natančen, si se pripravil na to, a ne, kar zelo cenim. Tako da hvala, jaz upam, da se dobiva še kdaj na kakšen pogovor, da še kakšno rečeva. Hvala te. Vesel sem, Levo, ker sme tako, nisem vedel, da je to kot tebi, da tudi te stvari delaš, ne, in sem vesel, lej. Vesel sem tebe in tvoje poti in kaj delaš ti, in kaj ti daješ. Veliko več, kot ti misliš. Bomo videli, kaj prenese. Hvala ti. Hvala tebi. Dio. Ciao.